Električni avto rezerviramo, odklenemo in zaženemo kar z mobilnim telefonom. Na mobilni aplikaciji dam kontakt. Podam kontakt, lahko avto peljem. Cene izposoje so takšne, da boste pošteno premislili, da vaš avto raje pustite v garaži. €1,50 na uro in 15 centov po kilometru. Avto je namenjen zato, da ko ste doma, greste v trgovino, ne vem, greste nekam na obisk, ga sposodite za par evrov. V izposojevalnici so na voljo tudi električni skuterji, a zaenkrat gre še za pilotni projekt. Zaenkrat so v Mariboru na voljo za izposojo 3 takšni električni avtomobili. Do konca leta naj bi jih bilo po vsej Sloveniji 200. Namen je predvsem ozaveščati o koristnosti električnih avtomobilov in hkrati razbijati mit o dragih električnih avtih. Osnovni model malčka s kitajsko šasijo in slovenskim motorjem subvencijo ekosklada stane 7000 €, dvosed s polno opremo 8500 €. Kljub nizki ceni je vožnja udobna. Podobnosti z običajnim avtom? Isto je. Potegne isto kot moj. Normalno. Doseg 120 km z enim polnjenjem za daljše razdalje sicer ni primeren, se pa toliko boljše avto obnese v mestu. Zaradi velikosti, ta je pač bolj majhen, pa zaradi porabe. Za 1 € na 100 km se z nobenim drugim prevoznim sredstvom ne morete voziti. In prav zaradi nizkih stroškov vožnje lastniki električnih avtov ne radi presedljajo nazaj na običajne jeklene konjičke. Ne vem, če bi prenesel zdaj recimo ta nenehni pritisk bencinske črpalke 20, 50, 100 € tankanja, ne vem, vsaki toliko časa. Ideja, da bo vsak drugi avto v slovenski družini električni, očitno vendarle ni tako oddaljena.